Dober dan in lepo pozdravljeni na portalu Info 360, sem Suzana Kos, z menoj pa tokrat 4 gostje, 2 profesorja, tudi nekdanja ministra, kritična opazovalca dogajanja v slovenski družbi, gospod Jernej Pikalo in gospod Žiga Turk. Na drugi strani pa imamo 2 predstavnika politike, gospoda Karla Erjavca, zdaj ste predsednik stranke Zaupanje, in gospoda Jasmina Ferratovića iz stranke Pirati. Pozdravljeni. Lep pozdrav. Pozdravljeni. Začela pa bom naš pogovor mogoče z nekoliko nenavadnim vprašanjem, pa vas bom vprašala, kaj pijete, Pepsi ali Coca-Colo? Coca-Cola. Zero. Coca-Cola, ampak raje voda. Coca-Cola. Gospod Ferratović, boste vi povedali, zakaj sem v bistvu začela oddajo s tem vprašanjem? Torej jaz sem pred kratkim opozoril, da je to pač klasičen primer neke umetne izbire, torej da imamo ljudje ponavadi samo eno ali drugo stvar na voljo, in to je pač ta nek korporativni marketing, in zato ste me pač tudi povabili, ker sem izpostavil, da sem tudi nisem vas povabila samo zato, ampak to mi je bila kot istočnica, mi je bilo zabavno. Da se pač v slovenski politiki se na nek način ustvarja nekaj podobnega, torej poskuša se ustvariti delitev samo na 2 bloka, kot da tretja izbira ali pa 4., 5. ne obstaja. In ta primer, naprimer Coca-Cola, Pepsija, je še toliko bolj zabaven, ko dejansko ugotovimo, da imata obe podjetji v lasti še cel kup manjših znamk, in da na nek način je ta delitev res zelo umetna. No, naj povem, da se ne bomo pogovarjali seveda o pijači in gaziranih škodljivih zadevah, ki nam jih korporacije želijo vnašati v naša telesa. Pogovarjali se bomo v bistvu o medijskem aktivizmu pred volitvami, ki smo mu nedvomno priča. Mislim, da se bomo o tem vsi strinjali, ali pa tudi ne, bo pokazal pogovor. Vprašanje, ki ga naslavljam, je tudi, ali je potrebno v slovenski politiki resetiranje, glede na to, da nekateri politični analitiki pravijo, da bomo odločali o slabem in manj slabem 22. marca. Drugi pravijo, da v bistvu ni nobene druge možnosti kot levo-sredinska ali pa desna vlada. Za istočnico našega pogovora pa bom povedala še podatek iz najnovejšega Eurobarometra. Točno polovica Slovencev, ki so sodelovali v tej anketi, je izrazila precejšno oziroma so obkrožili odgovor, da so zelo zaskrbljeni zaradi družbene polarizacije. Torej, kaj se dogaja, gospod Turk? Jaz bom najprej pokomentiral vseeno tole Coca-Cola pa Pepsi-Cola. Mislim, da je gospod Ferratović zelo spretno nekako speljal te 2 pijači na svoj mlin. Nekako vsi so isti, si Coca-Cola pa Pepsi-Cola, če jo slepo testiraš, marsikdo ne bi ugotovil razlike. Češ vsi politiki so isti, ampak mi smo pa nekaj drugega. Je pa dejstvo, da se je v sredini odprla neka niša, ki je vedno obstajala, ker ljudje, ki se ne morejo odločiti v trgovini tudi, kaj bi kupili, če vzamejo nekaj srednje police, če vzamejo nekaj, kar ni posebej nevarno ne v eno, ne v drugo smer, potem se za to lahko odločijo, oziroma je ta ignoranca, da ne vedo, zakaj se v politiki pravzaprav gre, racionalna, ker za en glas, ki ne bo ne vem koliko spremenil, študirati, kaj se v politiki dogaja, ni tako pomembno, in na te glasove nekako te sredinske stranke štartajo. Jaz mislim, da si je ta levi dominantni pol na začetku te kampanje zamislil, da naj bi bil to spopad 2 blokov. Mislim, da je tudi Milan Kučan v nekem trenutku rekel, to je zdaj spopad med levimi in desnimi, za Janšo proti Janši. Ugotavljajo pa, se mi zdi v zadnjih tednih, tudi iz javnomnenjskih anket, da to točno tako ne funkcionira, da je prostor na sredini. Ta prostor je zelo dobro zasedel Anže Logar, čeprav ga zelo poskušajo siliti in tlačiti v desni pol. Na nobeni televiziji ga ne boste videli zunaj te družbe SDS-a in Nove Slovenije. Ljudje pa vidijo to drugače. Vidijo, da je pa pravzaprav ona neka alternativa tej dvopolnosti,
ki ima perspektivo, ki je v Sloveniji vedno imela perspektivo. Se mi zdi, da bo zdaj poskus nekako najti še koga drugega, ki bi v to sredino prišel. Ne? V tej sredini oziroma tam na levi sredini se je kolega Erjavec vedno zelo dobro znašel. Ne? Pirati imajo tudi, bom rekel, nekatere programske točke, ki so meni kot računalnikarju všeč, tako da bo še zanimivo, ampak se bojim, da večino tega sredinskega prostora pa zdajle kar dobro gospod Logar obvladuje. Bom dala besedo politikoma, ampak najprej bi mogoče še gospod Pikalo vas postavila mogoče malo škrtljiv položaj, ker vas bom vprašala, kaj menite o izjavah vašega dekana. Dekan vaše fakultete, dr. Uhan, govori popolnoma drugače, kot recimo sedaj govori gospod Turk. On ne dopušča politične sredine. Jaz bom si privoščila to izjavo, da se gre precejšen aktivizem. Govori o tem, da je v bistvu sredina v resnici generator politične korupcije, ker ni nosilka prebojnih in razvojnih vsebin in da je to radikalna praznina. Zdaj, jaz bom težko verjetno, pa ne zaradi tega, ker je kolega Uhan dekana pa kakorkoli, ampak preprosto zaradi tega, zato ker izjava na izjavo pač ne bomo prav daleč prišli. Moje gledanje na to zadevo je drugačno. Namreč. Moje gledanje glede politične sredine je, da je ravno tisto prostor idej. Ne generator politične korupcije, ampak ravno sredina. Ta, ki se potrudi, da gre čez tiste ustaljene vzorce, potrebuje zaradi tega nove ideje in to tako Anže Logar kot Vladimir Prebilič po mojem počneta. Ne? In ravno tam je po mojem več humusa za to, da bi v Sloveniji šli iz te dvopolnosti, kajti meni se ravno zdi, da nas ta dvopolnost omejuje, na nek način ta binarna izbira je slaba, ljudje vejo, tudi vsi ljudje niso tako zelo natančno odločeni in zaradi tega imajo na sredini vendarle, in jaz tudi upam, da na teh volitvah, kljub vsem poskusom, in se strinjam s kolegom Turkom, kljub vsem poskusom, da se zadeva naredi dvopolno, jaz upam, da bodo ljudje videli, da imajo na sredini dovolj prostora in dovolj idej, ki jih lahko podprejo. Dokler pa bomo samo, gledajte, tisto, kar mene moti, moram reči, pa ne samo v kampanji, ampak že ves čas, je to, da je slovenska politika postala zreducirana na eno samo pozicioniranje. To je samo PR-ovsko pozicioniranje, kdo je s kom, kdo je proti komu in tako naprej. Nič se ne pogovarjamo več o idejah, kako bi nekdo nekaj naredil. Ja, če jih nekateri ne vidijo kot gospod Uhan, ampak čemu pa pripisujete, mogoče gospod Erjavec, čemu pripisujete, vi ste izkušen politik, bili ste minister, mislim, da v 6 vladah. Tako je. Čemu pripisujete ta aktivizem, ki se ga greste v bistvu obe strani, ne? Leva in desna. No, najprej bi se vrnil na Coca-Colo in na Pepsi, ne? Če Coca-Cola recimo desni pol, Pepsi levi pol, ne vem, ko ste vi to opredelili, je bila stranka desu zmeraj kokta. Se pravi, tista sredina, od katere je bilo pa odvisno, kakšna bo vlada, a bo leva ali bo desna. In jaz ne verjamem v varianto tretje poti, to je mu Tony Blair. Ta tretja pot nikoli ni bila zadosti močna, vsaj v Sloveniji, da bi lahko imeli en sredinski pol. In te sredinske stranke, ki nikakor niso radikalne, to so stranke, ki v bistvu amortizirajo programe tako levih, kot desnih strank. Jaz, ko sem bil v desni vladi z Janezom Janšo, kot desu smo mi amortizirali določene radikalne ideje. Podobno na levem polu. Ko sem bil v levih vladah, je desus tudi bil nekak tisti, ki je amortiziral preveč leve, radikalne, skoraj anarhistične ideje. In jaz mislim, da vloga v tej kampanji sredinskih strank, Anžeta Logarja, Piratov, stranke Karla Erjavca Zaupanje, bo predvsem v tem, a bomo imeli desno-sredinsko vlado ali pa levo-sredinsko vlado.
In v tem smislu se bo ta spopad dogajal. Zdaj na vaše prvo vprašanje, ne, zakaj ta polarizacija? Ne? Zato, ker je jasno, da če ne bi levi pol ustvaril sedaj antijunaka Janeza Janša, sploh nima programa, kako pravzaprav dobiti en dober rezultat na volitvah, ker je ta vlada pokazala, da je ena najbolj nesposobnih, ena od vlad, ki nas potiska, da nam že Hrvatje dihajo za ovratnikom, prehitevajo nas Balti. Jaz se spomnim, jaz sem sodeloval celo v Drnovškovi vladi, takrat je bilo vse jasno, mi smo imeli jasne cilje, gremo v Evropsko unijo, gremo v NATO, ampak to je bil ogromen napor, veliko stroke je bilo treba, da smo harmonizirali pravni red, recimo področje pravosodja, jaz sem bil takrat državni sekretar, vladavina prava, to je bilo eno najpomembnejših stvari, pogojev za vstop v Evropsko unijo. Potem pa, ko ni več bilo teh ciljev, smo se pa znašli v neko luknjo, kjer pa veljajo samo ideološki spopadi. Zdaj danes težko rečemo partizani pa domobranci, to noben več nakupi, zato smo se, ali pa nisem se jaz, ampak so se spomnili te dileme, kdo je za Janšo, kdo ni za Janšo. In te volitve bodo predvsem o tem, ne pa o programih, pa kaj treba. Ne bodo, ne? Recimo gospod Feratovič je predstavnik mlajše generacije politikov in ni obremenjen, bi rekla, ne, z gospodom Kučanom in njegovimi podaljški in tudi ne z v bistvu Janezom Janšo. Mislim, da so bili tudi edini od tistih, ki so se udeležili tega kosila v ljubljanski restavraciji, na katerega je povabil premier. In ste povedali, da je v bistvu pogovor tam tekel predvsem o Janezu Janši. Ne? Ampak naj dodam tukaj še ta politični inženiring, ki je absolutno očitno sedaj na delu, si je prizadeval tudi povezati vas na skupno listo, meni je bilo rečeno tudi s prerodom, ne samo socialisti. Zakaj nočete biti v kotu levem in desem? Povejte najprej to. Najprej bi vrnil na razpravo, se pravi, jaz nisem tega Pepsi Cola probal zapakirati kot levo-desno, ampak predvsem, da nekako pojasnim, Robert Golob je zmagal volitve 2022 z programom anti-Janša. Torej, njegov program je bil predvsem to, torej mi bomo diametralno nasprotje od tega in seveda ljudje zaradi vsega nezadovoljstva v času covida so množično potem volili za njega. Ampak Gibanje Svobode ima zdaj v tem trenutku ogromno razočaranih volivcev. In tukaj se pač vidi tako iz komentarjev recimo gospoda Uhana in podobnih komentatorjev, da se res poskuša ustvariti torej spet neko okolje, kjer se straši volivce. In spet se poskuša ustvariti ta momentum, dajte glas še vedno Svobodi, ker oni so edini, ki lahko premagajo Janšo. Torej, namerno se nas na nek način poskuša prisiliti celoten volilni prostor v pač neko smer. Ne? In to je ta marketing, na katerega poskušam opozoriti, da je škodljiv v resnici. To je tisto, kar je škodljivo, ker ne daje prostora pravi vsebini. Mi se lahko pogovarjamo, kje se kdo od nas pozicionira, ampak na koncu postane, kot da je vseeno, ker se vse sile napenja v to, da se pač straši pred enimi in pred drugimi. Ne? In torej ta dvopolnost, seveda to prihaja tudi iz druge strani. Torej, obojim ugaja, da je nekako politični prostor nastrojen na tak način, kot je in da v resnici pač se ne razpravlja o neki vsebini. No, vprašala sem vas še, da so vas skušali spraviti na skupno listo. Ne? Več predlogov je bilo, skoraj da ne grožen, tako, če direktno povem, da naj nehamo mi
ki pač ne sodimo v to neko širšo sliko, ne, da naj nehamo drobiti glasove, kot da pripadajo nekomu drugemu. No, tako bom rekel, zelo aroganten nastop je bil, da dajte se združiti, dajte neko kombinacijo narediti, zato da pridete čez. In to se mi zdi spet škodljivo, ker bi opozoril na to, da je teh tako imenovanih izgubljenih glasov, torej glasov, ki so šli za stranke, ki niso prišle v parlament, jih je bilo leta 2022 četrtina. Torej, tam je bilo ogromno strank, Šarc, Bratušek, ogromno teh nekih antisistemskih strank in podobno, ki so dobile 24% vseh glasov takrat, ne. In Golob ve, da mu je točno to pomagalo priti do 41 poslancev na koncu, ne. Torej, ta matematika, to ni iskreno, no, tako bom rekel, to njihovo opozarjanje po nekem združevanju, pa da smo mi ostali neke vrste škodljivci, to ni iskreno, ker oni se zavedajo, da na koncu, če kdo ne pride noter v parlament, dobijo po enega poslanca tudi oni ekstra, ne. In to resnično ni iskren poskus nekega združevanja v neko enotno fronto, ampak se gre preprosto, da se poskuša nekako poriniti preostanek konkurentov nekako stran, torej da se nas neutralizira, da mi torej pod pritiskom dosežemo nek dogovor, ki ga bodo volivci razumeli tudi kot izdajo oziroma kot da se prodajamo že vnaprej, ne. In to je v resnici zelo nameren politični inženiring, kar mu rečete. Kdo je pritiskal na vas? Samo gospod Robert Golob ali tudi drugi? Ne bi se tukaj. Gospod Golob je to poskušal diplomatsko zaviti, ampak gre pa za nek pritisk, ki se ga čuti ne samo iz strani različnih akterjev. No, ker recimo jaz vem, da je gospod dr. Niko Toš, ki je star, mislim, da 90 let, osebno klical nekatere politike, bom rekel, manjših sredinskih strank, ne se umaknejo, ne. Tako da dogaja se v ozadju vas. Gospod Erjavec se nihče prepričal. Ne, poglejte, jaz sem ustanovil stranko predvsem zato, ker sem bil razočaran nad Golobom. Jaz odkrito povem, jaz sem ga volil, jaz sem mislil, da je vrhunski menedžer, zdaj vidim, da v gospodarstvu ne ve kaj dosti, mogoče je dober preprodajalec elektrike. In jasno je bilo na levem polu, da pač jaz take politike ne bom podpiral in zato me tudi nikjer ni v medijih. Ne, hvala za povabilo, ampak Karel kot izkušen politik bo najdel pot tudi na glavnih soočenjih, tako da bom lahko odkrito povedal, zakaj pravzaprav sem se vrnil v politiko, ker to je katastrofa ne samo za nas, ampak za naše otroke in vnuke. Zdaj tukaj bi pa imel eno vprašanje, ker moram reči, jaz sem bil kar malo presenečen, ko sem videl, da ste se udeležili tega kosila in glede na vašo retoriko, mislim, da sploh ne sodite vi na tisto kosilo, ker ko vas spremljam, ne, v glavnem imate vi veliko zapovedati, ko gre za županovanje župana Jankovića, ne, korupcija gor, korupcija dol in tako naprej. Potem pa vas zagledam na tem kosilu pri Golobu, za katerega pa vemo, da je pa največji podpornik ravno Zoran Janković. Jaz zdaj, ko sem vas poslušal, razumem, da ste zelo vljuden človek in ste zato šli na to kosilo in zdaj je meni vse jasno, ker res sem se ustrašil, sem rekel, pa to je dvolično, ne. Po en stran v mestnem svetu je Zoran Janković najbolj koruptivna oseba, na kosilo pa greste gospodu, ki pa njegov največji podpornik, ne. Tako da sem hvaležen, da so to, da smo razčistili. Saj jaz sem si razčistil. Ste imeli kakšne dileme, preden ste rekli, da, gospod Peratović, da gre se na to kosilo? Bi rekel, jaz sem se posvetoval z mojim upravnim odborom v stranki in večinoma so pač potrdili, da ima se udeležiti z nekim argumentom, da je bilo tudi nevljudno zavrniti. Ne, torej v tem, ker zdaj, če recimo malo komentiram, se je ena stranka je to zavrnila, ampak ne vem, če smo razumeli dobre razloge, zakaj, no, ampak na koncu dneva predsednik vlade te pač povabi
njegova razprava je bila sicer čisto odprta, spraševal nas je čisto o splošnih vprašanjih, glede nekih pogledov, kako vidimo, v katero smer gre ta svet, nekako čisto taka benigna razprava, ne? In seveda mi smo povedali to, kar smo videli, da se je na tem kosilu dogajalo in tudi nimamo nič za skrivati. To ni bil zdaj bom zdaj rekel, nek skrivni dogovor. Jaz sem tudi pretipkal neke vrste zapisnik za moje člane, da jim je bilo jasno, kaj smo se pogovarjali in je to, nimamo nič za skriti. Vprašanje za komentatorja in profesorja. Kaj menite, da ni mogoče oblikovati več vlade, kot jo je oblikoval recimo gospod Janez Drnovšek, čez politično sredino? Kaj se dogaja v slovenski družbi in politiki? Če mene vprašate najprej, jaz mislim, da jo je. Je sicer res, da zdaj vsi akterji na obeh straneh poskušajo to preprečevati, ampak na nek način, bom rekel, celo upam, čeprav ni pa veliko možnosti, upam, da bo kdo sestavil vlado. Pa ne zaradi tistega, jaz se strinjam, mislim, izkušnje Karla, v smislu blaženja, ampak ne gre samo za to. Gre za to, da smo politično razdeljeni, kot smo, volitve na novo razdelijo te glasove, ampak to ne pomeni, da skupaj ne moremo sodelovati za Slovenijo. Ker vlada pa res deluje za Slovenijo in ne za posamezno politično stranko ali pa za posamezen pol. Hočete reči, bi morala delovati? Absolutno bi morala. In ta blokovska zaprtost, jaz mislim, da dela škodo Sloveniji. Čisto v smislu idej kadrovskega pula ljudi, ki jih posamezna stranka ima ali pa nima. Mogoče ima za neko drugo pozicijo nekdo kaj boljšega, kot pa kdo drug. In tako naprej. Mogoče glede organizacijskih pristopov, mogoče glede vodenja nekih določenih stvari. Mi pa sistematično z dvopolnostjo preprosto izključujemo kar en lep del ljudi, ki mogoče bi celo imeli talent za to in zaradi tega marsikdo tudi ne želi več sodelovati v politiki, kar je pa slabo z vidika politične skupnosti. Zdaj, za neko demokracijo, da funkcionira, sta v bistvu povsem dovolj, da sta dva pola. Mi imamo krasne demokracije, Velika Britanija je delovala na dveh polih 200 let, Združene države Amerike na dveh polih. Zadnje čase se to sicer, ker rabiš dva pola za to, da se mečkam kontrolirata med seboj, da je neka konkurenca in tako naprej. Jaz se ne strinjam, da je na zadnjih volitvah Golob dobil glasove samo zaradi Janeza Janše, dobil glasove tudi z obljubo, zdaj bo pa konec epidemije. To je bilo nekako tudi v podtonu in zato me ne čudi, da ta anti-Janša retorika in princip in mobilizacija zdaj le začenja delovati skoraj že smešno na nek način. Tudi jaz bi si želel, da bi bila vlada sposobna oziroma da bi bile politične stranke bile sposobne oblikovati neko koalicijo, ki bi bila širša. Sem par kolumn napisal, tudi nekatere ponavljam zdaj v tej zadnji knjigi, o tem, kako bi bilo fajn narediti veliko koalicijo. Mislim, da je bila ena velika priložnost zamujena takrat, da jo nista naredila Pahor pa Janša, ko je Pahor zmagal volitve 2008. Tiste je bila ena od 3 velikih napak slovenske politike, zato da bi zdaj živeli v nekem bistveno bolj umirjenem sistemu. Ampak se pa bojim, tudi se ne strinjam s tem, da so vsi enaki, da vsem ta dvopolnost paše. Jaz neke silne izključevalnosti na desnem polu nisem slišal, da bi gradila na tem, da mi pa z drugim polom pa že ne bi šli. Pač pa je ogromno nekega zarečenega kruha na levi strani, ki bi zelo otežil, da bi po volitvah pa recimo Janša pa Golob rekla, no pa da je vam midva skupaj narediti vlado. Golob si tega preprosto ne more privoščiti, glede na vse, kar je do zdaj povedal. Pri Janši pa se mi zdi, da ne bi bilo tega problema, oziroma vsaj zagovoril se v to smer ni. Si težko predstavljam, da bi dva taka ega skupaj delovala v vladi. No, ali pa ti dve politični sili. Jaz se strinjam, da bi bilo to za Slovenijo dobro, za razliko od kakšne zrele demokracije, ki si lahko privošči to menjavanje vlade, zato ker mi nismo zrela demokracija, zato ker imamo neka nasprotja,
ki jih politika še poglablja in jih umetno poglablja in umetno dela večja, kot so v resnici, s tem bi morda stvari nekoliko pomirili. Gospod Pikalo. Ja, zdaj se pogovarjamo, moramo reči, o pravi stvari. Pogovarjamo se tudi o tem, kako bi mogoče volilni sistem bilo treba pač prilagoditi, zato da bi dobivali nek določen tip vlad. Ker namreč to volilni sistem počne. Zdaj, tisto, kar je treba reči pri Britancih ali pa pri Američanih in tako naprej, je pač ta polnost je nekaj, kar bolj ali manj izgleda na zunaj, zato ker je vsak pol pravzaprav koalicija navznoter. Torej, laboristična stranka ni samo, kot pri nas razumemo stranko, ampak to pravzaprav koalicija tako sindikatov kot drugih organizacij in tako naprej, ki vsi sodelujejo znotraj te stranke. In tudi demokratska stranka je pravzaprav koalicija različnih skupin znotraj nekega pola. Ampak dobro pri tem sodelovanju, jaz mislim, da je predvsem, da je manj izključevanja in v tako mali politični skupnosti in pri tako malem bazenu političnih talentov, ki jih imate, ker funkcije ima pa naša država tako kot marsikatera druga. In zadovoljevati se z slabšimi, netalentiranimi, kakorkoli ljudmi, da upravljajo v bistvu najodgovornejše funkcije, je pa slabo. No, jaz bom ponovila, kar sem že v tem studiu rekla, ne vem, sicer ne v tej sestavi. Ne spomnim se koalicije, v kateri bi dominantna stranka prevzela vsa pomembnejša kadrovanja, kar se je zgodilo recimo v času Gibanja Svoboda. V času Janševih vlad so se sekretarji pogovarjali, skratka, pa tudi drugih levih vlad so se pogovarjali, generalni sekretarji strank, da so se nekako razdelili vsi okoli tega korita. Tukaj je pa situacija, tako bom povedala, pogovarjala sem se s kolegom novinarjem, ki je upokojen, in mi je rekel, da se mu zdi, da je v družbi taka histerija, kot je bila preden je LDS izgubil oblast. Jaz ne vem, če se s tem strinjate, vsekakor se mi pa zdi, da je LDS potreboval dlje časa, da se je spridil kot recimo Gibanje Svobode. Se strinjate s tem? A lahko v zvezi s tem, kar jaz sem doživljal te čase, takrat sem že bil zraven, ko je prvič Janez Janša postal predsednik vlade. Veste, da je Desus pač takrat vstopil, jaz sem takrat postal minister za obrambo in lahko opišem ta vzdušje. Takrat je bil vzdušje pred volitvom, da bo LDS absolutno zmagala. Tudi ankete, laboratoriji so v tej smeri delovali. Takrat je seveda bil dr. Drnovšek predsednik države, Rop je bil pretendent za predsednika vlade. In moram reči, že bilo šokantno, ker je Janez Janša pač uspel zmagati tiste volitve, manjko mu je pa seveda še en glas in tukaj je bil pa Desus, tista kokta, tista sredina, ki je omogočil, da pravzaprav da se je lahko ta vlada oblikovala. In razlika iz tistega časa in danes je pa, da danes, če rečemo, nimamo LDS, ampak imamo Gibanje Svobodo, jim je pa jasno, da so te volitve izgubili, da ne bodo dobili večine. In zato sedaj se sili ta anti-janšizem, ker mislijo, da bodo mogoče mobilizirali volivce, če bojo strahovali z Janšo. Takrat je bilo pa to veliko presenečenje za LDS, da niso uspeli sestaviti tisto vlado leta 2004. Samo težava volilnega sistema pa vseeno ostane, ker se strinjamo, potem tiste male stranke na sredini so nekako kingmaker oziroma odločajo o tem, kakšna bo vlada. Tipično so te stranke one trick pony oziroma imajo eno temo, ki jo peljejo.
kolega Rjavc imel upokojence, ne, in potem je, jih imam še zmeraj. Bom rekel, tisto Janševo vlado nekaj stalo, da je te upokojence, kako bi rekel, poskušala mečkam zboljšati položaj. Ne. Ja, težava, veste, razlika je med sredinskimi strankami, da ene so one trick pony, ki nek interes zagovarjajo in ta interes potem kar nekaj stane, tudi preprečuje neke globje reforme. Druge so pa sredinske stranke, ki so splošne, ki nekako poskušajo pokrivati vse. In tukaj je razlika recimo med Logarjem, ki je splošna sredinska stranka s programskimi izhodišči, točkami, mnenji o vseh vprašanjih, ne, brez enega konkretnega interesa, ki ga bi oni zagovarjali v vladi in bodo veseli, če jim bodo, bom rekel, tisto stvar dali, ne vem, kakšno digitalizacijo, pa kakšne upokojence, ne? Ampak imajo program, ki je recimo za Slovenijo koristen. Ne? In kot rečeno, neke male stranke, ki so tam zato, ker pač toliko in toliko glasov tja in tja pride, toliko in toliko kokte se v trgovini proda, ne glede na to, ali si jo ljudje želijo, ali si jo pa ne želijo, ali pa kakšne druge pijače. Lahko vas nekaj vprašam, a vi res verjamete, da bo Logar zmagal te volitve in sestavljal vlado? Jaz ne verjamem, da bo Logar zmagal te volitve, pričakujem pa dober rezultat. Pa da se razumemo, jaz ne bom glasoval za Logarja, ker je za moj okus premalo, kako bi rekel, oster, premalo opredeljen do marsikakšnega vprašanja. Moj glas bo šel bolj desno. Ampak pričakujem, da bo imel pa dober rezultat in pričakujem, da bomo v bistvu boljši rezultat kot vi. No, to na vsak način, poglejte, jaz sem na novo prišel po 5 letih, na novo organiziral strago. Ja, gledajte, to je velik napor. To ni enostavno novo stranko ustanavljati, iz nič. Gospod Erjavec, vi ste bili med drugim tudi minister za okolje in ste, ko ste takrat dejali, odstopili zaradi kant, ne, po slabi oceni Računskega sodišča. Ko sem jaz rekla, da je LDS potreboval dlje časa, da se je spredil tako, kot se je Gibanje Svobode, sem mislila to, da se v bistvu dogajajo in ta kadrovanja, ki sem jih omenila, vse v krogu Gibanja Svoboda, napadi na neodvisne institucije, zavlačevanje postopkov, da so verjetno naredili svoje tudi v tem zmanjšanju oziroma poslabšanju naše uvrstitve Slovenije na indeksu korupcije. A lahko to komentiram? Poglejte, zmeraj sem mislil, da sem jaz moral odstopiti zaradi poročila Računskega sodišča. Jaz sem moral takrat odstopiti, zato ker nisem več sodil tisto Pahorjevo vlado. Oni so predlagali pokojninsko reformo, ki bi dramatično poslabšala položaj upokojencev. Takrat je Pahor govoril, če ne bo pokojninske reforme, da bo stečaj države, da je konc javnih financ. Seveda na referendumu ta pokojninska reforma je padla, se ni zgodila. Seveda jaz sem pa moral stran od vlade, čeprav stranka je bila še članica te vlade, ker je bilo nenormalno, da od 15 ministrov en minister zastopa čist nasprotno stališče celotne vlade. Ne? Računsko sodišče je bilo samo sredstvo, kako me odstraniti kot ministra. Ne? In tudi kasneje noben minister več ni odstopil. Mislim, da je celo čez nekaj mesecev mu finančni minister tudi eno podobno poročilo Računskega sodišča, pa ni nič odstopil. Pa poglejte, tudi do danes ni nihče odstopil. Ampak hočem reči, da danes ta moralni standard je pa na taki nizki ravni, da če imaš ti absolutno oblast, je tako kot v tisti prejšnji državi. Ne, noben ti nič ne more, ti lahko kršiš, ne vem kaj. Sreča edin, da imamo volitve in da bojo volivci povedali, da se strinjajo, da gre nekdo prijatelj v Karigador ali pa v Uglan ali pa ne vem, podobne reči, da nam vsega našteva ali pa pritiske na policijo. Če to za volivce sprejemljivo, pa so ta praksa nadaljevala. Če bodo volivci rekli, to pa ni to, treba nadzorne institucije spoštovati, zato jih imamo, potem se bo pa to spremenilo, ker se bodo funkcionarji bali, da so posledice, če ravnaš neetično, moralno, netransparentno in tako dalje. Gospod Feratovič, samo da ga vprašam, se strinjate s to oceno slovenske politike ali pa glavnih akterjev, da so nemoralni, neetični?
Zdaj, mogoče bi se vrnil na tisto vašo istočnico, da se je Svoboda spridila oziroma kot da je to neko presenečenje. Ne? Ampak mislim, da smo mi v mestnem svetu v Ljubljani to prvi videli, kako se je to takoj po lokalnih volitvah v resnici se obrnilo ploščo. Ne? Ker ne vas spomnim na to, da je Zoran Janković prišel v volilni štab Svobode. In takrat so seveda prišla novinarska vprašanja, ne, kaj pa on tam dela, ne, in so se ga na nek način otepali. Ne. Tako, sej pač ne moramo mi preprečiti nikomur, da pride, ne, ampak jaz sem prepričan, da je ta človek imel veliko več z njihovo volilno kampanjo, kot so takrat priznavali, in to se je zelo jasno potem videlo na lokalnih volitvah. Ne. Svoboda je na nek način jadrala ta svoj uspeh še naprej. In tudi v Ljubljani, naprimer, so dobili kar nekaj mestnih svetnikov brez nekega jasnega programa. Oni sploh niso imeli recimo svojega županskega kandidata in nihče ni zares vedel, kaj se Svoboda na lokalni ravni sploh zavzema. Ne. Potem pa v eni sekundi v koalicijo z Jankovićem pa so mu zagotovili tiste potrebne glasove in tudi potrebno tišino. Ne. Ker takrat jeseni 2022 se je kar nekaj perečih stvari začelo dogajati, sploh na temo zdravstva. In takrat smo, naprimer, mi opozicija, smo poskušali, poenotili smo se vsi, od Levice do SDS-a, vsi smo podpisali takrat, da se skliče ta izredna seja, ne, in kdo je zbojkotiral? Ja, Janković in Svoboda. Ne. Torej, že od samega začetka so mu takrat seveda pomagali za to absolutno tišino, absolutno poslušnostjo in s tem, da naredijo točno tako, kot je on zahteval. Vključno s tem, da je moral seveda določen minister se mu opravičevati in podobno. Protikorupcijska komisija je ravno včeraj objavila neko presojo glede ravnanja 3 mestnih svetnic. Ena mislim, da je od... kar povejte. Ja, to je zelo pogosta praksa. Torej, v Ljubljanskem mestnem svetu je navada, da tisti svetniki, ki glasujejo tako, kot Janković narekuje, dobijo fine nagrade ali tako, da so v določenem svetu kakšnega pomembnega zavoda ali pa v nadzornih odborih javnih podjetij. Ne, torej, sploh ti nadzorni odbori so zelo dobro plačani, torej to enkrat na mesec priješ na sejo, pa dobiš, mislim, da čez 1000 evrov. In to so take fine nagrade, ki se jih pač seveda deli mestnim svetnikom. Nam v opoziciji smo bili vedno kritični do te prakse, zato ker, naprimer, če pogledamo Lekarne Ljubljana, svet Lekarne Ljubljana je napolnjen z mestnimi svetniki. Ne? In mi smo pa tisti, ki bi morali nadzirati delovanje Lekarne Ljubljana. Ne? In tukaj je popoln konflikt interesov, seveda, in ni prav, da mestni svetniki zasedajo te pozicije. Ampak glasujejo tudi za svoje imenovanje, za svoje lastne imenovanje. In ja, pač to se je potem pogosto začelo dogajati, da seveda, ker je toliko teh kadrovanj, te procedure, tudi se pač poskuša čim hitreje zaključiti seje in podobno, in so pač seveda nepazivi in ostanejo na seji, in sami sebe potrdijo. Ne? Tako da to marsikaj pove o kulturi v mestnem svetu v Ljubljani, no? In tudi načinu, na katerega ta operira. Gospod Turk, želeli ste, pa mogoče tukaj še dodam pod vprašanje, odkot gospodu Zoranu Jankoviću taka moč? Ker zdi se, da obvladuje, gospoda Goloba. Tole sem hotel dodati, kar je kolega Rjavc govoril v zvezi s tem, ali bodo volivci še enkrat podprli Goloba. Ne? Jaz mislim, da veliko je tudi odvisno od tega, ali se bodo počutili tako poceni, da so se pustili podkupiti s tem, da jim vinjeta za 3 mesece se zamakne, s tem, da so dobili neko božičnico, s tem, da je šla neka minimalna plača navzgor. Ali oni bom rekel, ta drobiž, ki jim ga da ne iz svojega žepa, ampak ki jim ga daje nekdo, ki ima pa svoj osebni proračun verjetno v 100 000 evrov na mesec, na leto. Ne? Ali so tako poceni, da se bodo temu pustili kupiti. Ne? Kar se tiče Zorana Jankovića, tako kot jaz vidim slovensko politiko, pa poskušam čim manj gledati osebne stike, posebne interese, poznanstva in tako naprej. Ampak stvar je, pa ne da bi bila kriminalno podobna, ampak po sami
kako bi rekel, socialni strukturi je podobna recimo New Yorku in mafijskim družinam. Ne. Vi imate nekoga, ki je ta glaven, ne, in potem si ostale mafijske družine mečkano razdelijo tam to področje, uno področje, na mejah, na kakšni ulici, kako hoče ena seč na drugo smer je mal spor, pa pridejo potem k Don Corleone, upam, on naredi mečkano reda, jih postroji, uredi kdo bo kdo. In Janković je eden od teh vplivnejših šefov enega od teh področij. Ne. Dragocen je za slovensko levico, ki pa vedno stopi skupaj v obrambi svojih pravzaprav kapitalskih interesov. Ne, mi smo imeli dosti normalne vlade pod Drnovškom, po moji oceni zato, ker v tistem času so ta kapitalska ozadja potrebovala eno razmeroma stabilno, normalno gospodarsko okolje, da so to akumulacijo kapitala zgradile. Ne. In šele zdaj, ne, ko gre pa za obrambo tega, ko gre za ko se skrbi za to, da ne bi kdo ogrozil teh interesov, ko se skrbi za to, da ne bi prišla konkurenca tem gospodarskim subjektom, ki so tukaj na robu države ali pa državni, se pa za neko grobo silo se je začelo napadati podjetnike in podjetništvo. In ko je ta kapitalski interes ogrožen, takrat pa, skratka, ko se pojavi nek FBI, ko se pojavi nekdo, ki bi naredil red, takrat pa vse te družine stopijo skupaj. In takrat, kadar je, kako bi rekel, tisti, ki bi naredil red, mečkano šibkejši, takrat se malo več kregajo med seboj, tudi pridejo kakšne informacije v Tarčo, pa pridejo kakšne informacije do novinarjev, takrat, ko se počutijo ogroženi, pa stopijo skupaj. Ne. Jaz sem pa drugače napisal, da torej Janković skrbi za to, da je Ljubljana rdeča, da je pod rdečo zvezdo, skrbi za to, da ni tukaj na kakšnem pokopališču, kakšne parcelice, kjer bi bila pokopana kakšna žrtev komunizma, in si s tem kupuje pravzaprav pravosodni mir in si kupuje mir, da lahko on, njegovi sinovi, krog okrog njega biznisira tako, kot si to želijo. Naj povem, da sem v zvezi z gospodom Jankovićem poslala vprašanje na Evropski urad za preprečevanje pranja denarja AMLO, ker me je zanimalo, kakšno je videnje tega dogajanja. Recimo, pred kratkim smo pisali na Info 360, da je prejel par 100 tisoč evrov od podjetnika, ki nima nobenih prihodkov v svojih firmah, pa se niso želeli odzvati, rekli so, da je to stvar organov v Sloveniji, ki pa pač delajo ali pa ne delajo, ne vem. Ja, samo, veste, organi v Sloveniji so pa zato, ker v Sloveniji nimamo tradicije, da bi se oblast menjala. Ne? Mi nimamo tradicije, da bi bili enkrat eni, enkrat drugi. Če imate vi tradicijo, da se oblast menja, se v vseh inštitucijah, vsa tožilstva, vsa policija, vsi organi pregona, KPK-ji, se navadijo na to, da enkrat bo prišel nekdo drug, pa bo malo pogledal, kaj smo mi delali. Enkrat bo treba z enakimi merili pogledati nekoga drugega. Ne? Ampak se je zdaj vzpostavilo skozi to, recimo, 3/4 oblast levice, to, da vsi podsistemi tudi visijo v eno stran. Ne? In zato se jaz sprašujem, tudi če pride neka desno-sredinska vlada, glede na to, da so pa vse ostale inštitucije, ki bi sicer nek checks and balances morale izvajati, da so izrazito ideološko preparirane od ustavnega sodišča navzdol, kaj bo sploh lahko naredila? In zato nekako se igram z mislijo, se mogoče pa ne bi bilo slabo, da bi neka velika koalicija, da bi se ta veliki med seboj zmenili, kaj bomo naredili, pa vendarle izpeljali neke poteze, ki bodo Slovenijo peljale gospodarsko naprej, ker to je vse res, kar so kolegi na začetku ugotavljali, ostali tečejo dalje, mi stopicamo na mestu. To je kuhanje žabe, ljudje tega ne opazijo, oziroma se dosti počasneje to opaža, ampak Slovenija bistveno zaostaja za svojimi razvojnimi potencijali. No, to je treba v naslednjem mandatu spremeniti, ker, veste, drugače je vzorec dobesedno Venezuela, ki se tudi ni zgodila v 4 letih. Ne? Ampak 4 leta, pa še 4 leta, pa še 4 leta in potem bomo mi Albanija tukaj ali pa Venezuela v srcu Evrope. Pa to ni, kako bi rekel, zdaj politično nakladanje ali strašenje. Lahko plastično ponazorim. Recimo, ko sem jaz bil minister 2004-2008, mi smo bili najboljša kandidatka, najboljša nova članica. Nam so zaupali predsedovanje Evropske unije. Jaz, ko sem šel v Bruselj,
To so tisti bruseljski hodniki, polne hvale o Sloveniji. A ne? Vi ste pa res ste model za vse ostale nove članice, hvalili naše gospodarske uspehe. Ko sem nazadnje, ko sem bil že ta 6. minister, hodil v Bruselj, vam moram povedati, da mi je včasih bilo malo naroden, so že nas malo tako gledali, da smo neki vaški posebneži, ki se ne znajo ničesar zmeniti. Gospod Golob se ne bi strinjal z vami, ko pravi, da nam v svet zavida. Samo en podatek. Leta 2008 smo bili mi na 92% razvitosti Evropske unije. In zdaj le skoraj po 20 letih smo približno spet tam. Tako da 20 let tega povuci potegne teh nekih novih obrazov in nekih čudnih vlad in nekega inatenja proti Janši nas je privedlo do tega, da smo 20 let vrgli stran. Gospod Turk, jaz bi rekla, po tistem, kar sem prebirala, kar ste pisali, pa tudi zapisali ste, da mediji oziroma novinarji lažemo. Oziroma skoraj vsi lažemo, in imamo v bistvu en del krivde za to, kar se dogaja v državi, tudi na svojih ramenih. Jaz se sicer ne strinjam, da vsi lažemo, mogoče nekateri, zagotovo smo priča medijskemu aktivizmu. Razloge zanj ste pa vi zelo lepo opisali v enem razmišljanju, ko ste v bistvu povedali, da vidite dva modela preživetve novinarjev. Jaz ne vem, jaz mislim, da v nekem trenutku se bo ta država vprašala, kdo pa je vse kriv za to, da smo mi 20 let vrgli stran, ali pa za to, da nismo tam, kjer bi lahko bili. In oprostite, jaz mislim, da imajo mediji en velik del krivde tukaj, ker njihova naloga ni, oziroma njihova naloga bi morala biti, da ustvarjajo neko skupno sliko, ki jo vsi prebivalci približno enako vidijo, so kritični do eni mediji, do enih, drugi mediji do drugih, se ljudje lahko kvalificirano odločajo na volitvah, tega nimamo. So mediji žrtve, bom rekel, te komunikacijske revolucije, ko postane trivialno dosegati bralce, ko postane trivialno nekaj objaviti, in preživetveni model, žal, za preveliko število medijev je postal, da ali služijo politiki, ali so hlapci politike, sicer si dajo na majice nikogaršnji hlapci, ali so pa hlapci nekega podjetja, ki ima ta medij za to, da, bom rekel, pride do kakšnega, recimo, gradbenega posla lažje. In to je, dosti tega trenda je povsod po svetu, tudi v tujini si kakšen bogat človek kupi kakšen medij za to, da bi imel vzvod na politiko, ampak začetne situacije so bile tam dosti drugačne. Si imel medije, ki so bili konzervativni, si imel medije, ki so bili progresivni, vsem se nekaj dogaja, ampak resni mediji z obeh strani so ostali, nekdo, ki se je hotel ustvariti mnenje, je pogledal mal en medij, pogledal mal drug medij, pogledal mal eno televizijo, drugo televizijo, pa je recimo, prišel do obeh strani zgodbe. V Sloveniji smo imeli pa tradicijo medijev, ki so bili, kako bi rekel, družbeno-politični delavci v službi samoupravljanja in kolega bo to bolj natančno vedel, kakšna je bila fraza. Ampak od tega je že dolgo. Od tega je že dolgo, ampak tradicija je pa od tam naprej. Tisti direktori medijskih hiš, ki so bili postavljeni so strani partije, so vzeli v službo novinarje in so postavljali urednike tudi v sistemu, ki je sledil. Gospod Pikalo, v tem političnem inženiringu, ki je na delu, se zdaj govori tudi o tem, da naj bi na Centru za raziskovanje javnega mnenja pri Fakulteti za družbene vede opravljali javnomnenjske raziskave, ki so precej drugačne, ki imajo precej drugačne rezultate od tistih, ki jih znane agencije Mediana, Nina Media, Valicon delajo za medije. Ali ste vi slišali kaj o tem? Zdaj moram reči, slišal da bi pa videl ali vedel, vam pa ne morem potrditi. Ampak jaz bi rad nekaj rekel glede vseh teh tako imenovanih anket, v bistvu jim rečemo bolj javnomnenjske poizvedbe. Te, ki so objavljene, v Sloveniji ne služijo ničemur drugemu kot samo še PR elementu. Ker nimajo niti osnovnih karakteristik vsega tistega, kar bi taka javnomnenjska poizvedba morala imeti. Prvič,
nihče zares ne razkrije vzorca. Drugič, nihče zares ne napiše, kaj je to standardna napaka. Sploh se rezultati ne bi smeli prikazovati kot absolutne številke, ampak pravzaprav v razponu. Nihče ne govori... Interval zaupanja. Tako, interval zaupanja. Nihče se ne ukvarja s tem, ali je vzorec 700, ki je zdaj kar postal tipičen, dovolj velik za to, da lahko odraža vsa razmerja, ki so v družbi. Nihče ne govori o tem, da so tudi način zastavitve vprašanj znotraj teh javnomnenjskih poizvedb lahko daje zelo, zelo različne rezultate. To, kar je se zdaj ta odboj kolega Logarja, ki se je zgodil, seveda je zaradi medijske izpostavljenosti in tudi njegovega dobrega dela. Ampak, lejte, veliko ima pa pri tem tudi to, da se po novem stranka imenuje Demokrati Anžeta Logarja. Prej so anketarji spraševali samo po demokratih. In če sprašujete samo po demokratih, je seveda radikalno različen rezultat, kot pa če sprašujete po demokratih Anžeta Logarja. Ker je njegova blagovna znamka močnejša. To sem mu svetovali tudi. Kopiral, to sem jaz prvo naredil. Marsikaj od tega je še. Spremenili ime, zato ker zaupanje noben ni poznal. Moram reči, da te javnomnenjske poizvedbe, ki so objavljene, ne služijo zares informirano javnosti, ampak služijo političnim ciljem, torej nekega PR-ja. Obstajajo pa druge, in če ste me potem spraševali, ampak imajo tudi nekatere druge medijske hiše in seveda tudi politične stranke svoje interne ankete, ki pa so seveda bolje narejene in kažejo drugačne rezultate, kot so pa od teh, ki so objavljeni. In kaj se govori? Se slišala sva oba približno enako, kaj se govori glede rezultatov teh internih anket, ki ne pridejo do medijev in javnosti. Ja, seveda, v teh anketah je pač tisto, kar je najpomembnejše, je, da se ustvarja boj. Če samo pogledate boj dvopolnosti, če samo pogledate naslove, boste videli danes, samo še 2% sta v stran, pa samo še 3% so v stran. To ni nič kaj drugega, kot pa to, da ustvarjajo na eni in na drugi strani moralno paniko in pač za ene in druge pač poskušajo. Zdaj, seveda, to je bolj namenjeno tistemu, ki pod narekovaji lovi, in seveda se v točno specifičnem mediju pojavi tak naslov z potem takimi tudi interpretacijami. Se to govorite o Siolu, verjetno, to je danes objavljeno. Govorim o Siolu, in o teh stvarih. Ampak bolj pomembno, zdaj, če se pogovarjamo o tem, kako so druge ankete, bolj pomembno je, da tam kažejo potenciale, kajti tudi to se da zaračunati, ne samo tisto, kar je pod narekovaji vaše, ampak tudi tisto, kar je pridobljivo. In zakaj so zaskrbljeni, je zaradi tega, zato ker jim potenciali kažejo premalo. In padanje. Tako. In trendi in potenciali. To je tisto, kar jih skrbi, in to v internih anketah je relativno prezentno. No, mi tudi imamo naročene te ankete in mi smo hitro ugotovili, da ime stranka zaupanja, da ljudje ne poznajo, da je treba veliko dela, da se neka blagovna znamka prime. Jaz sem včasih govoril, Desus je sicer Coca-Cola, danes pravim, da je bil kokta, zaradi te njegove lepe ideje, ampak kaj hočem povedati, mi bomo morali to tudi regulativno urediti, zakonsko. Poglejte, hočete reči, bi prepovedali? Ne, jaz hočem reči, da je treba točno metodologijo, standarde, pa ne more kar vsak kar nekaj meriti, pa po svoje, pa se malo igra, pa laboratorij, pa samo še 3%. To mora biti strokovno in tako naprej. Jaz mislim, da se to ne da. Ampak bodo se pa ljudje naučili, da to ni merjenje javnega mnenja, ampak da je to pač en prispevek v tej politični borbi. In to, da kažejo, da sta pola izenačena, to je v funkciji tega, da bi mobilizirali volilno telo. Ampak zakaj v Franciji ankete točno kažejo? Posod v razvitem svetu, pri nas imamo pa tukaj totalen kaos. Igramo se, to je bilo tako, ker jaz zjutraj se razbudil, pa malo kocke zlagal, pa tokle pirati rastejo,
Ker je Vama dvema bodo zdaj v... Rjavc, ki je 6-krat bil minister, ga ni nankirnega, pač nobena dovolj ste imeli funkcije, v tej potrebi zajeti ljudje me kličejo nazaj, zato se vračam, a ne. V tej potrebi zajeti sredinske glasove, jaz napovedujem, da bo vama zdaj mečkano zraslo. No. Ja, sigurno. Jaz bi zadnje vprašanje bi vam dala v komentar eno špekulacijo. Gospod Robert Golob je obremenjen zdaj z očitki KPK-ja, tudi čakamo, kaj se bo odločilo sodišče glede te preiskave, glede zadeve Bobnar. Če bi se zgodilo, da bo preveč kompromitiran, so se že pojavili izjave, ja, vse Gibanje Svoboda pa ima tudi kakšnega morebitnega naslednika, tudi kakšno žensko. Jaz sem zdaj razmišljala, kaj hočejo te ljudje, ki to govorijo, povedati, in mi je prišlo na misel, da bi morda leva sredina za rešiteljico upoklicala Marto Kos, evropsko komisarko. Se vam zdi možno, da bi se to zgodilo, gospod Turk? Zdaj, ko se take stvari pojavijo, se ne pojavijo v smislu neke resne spekulacije, ampak v smislu testiranja. Kaj bo pa zdaj javni prostor rekel o tem, kaj pa če bi Marta Kos bila to, in če bodo izmerili, ona bi pa dosti več glasov prinesla Svobodi kot Golob, v tej funkciji je to vse skupaj. Zdaj, kar se tiče gospe Kos, ona je tudi iz ene take vplivne družine, o katerih sem prej govoril, mislim, da je zelo blizu gospodu Jankoviću. Nekateri pravijo, da je njena funkcija na komisarijatu za širitev povezana s tem prijateljstvom Janković-Vučić. Tega ne vemo. Je pa prav gotovo na eni strani blizu tem krogom, ki Goloba podpirajo, na drugi strani sem pa do zdaj imel občutek, da je pa vendarle eksponent neke druge struje znotraj Gibanja Svoboda, kot je Golob, in ta struja ni bila tako nevplivna, da je Goloba prisilila v to, da je njo predlagal za komisarko in da se je odpovedal gospodu Veselu, ki ga je prej za to funkcijo prodajal. Tisto so bile vedno krive, tudi kakšne druge stvari, ampak ne, o gospe Marti Kos govorim zato, ker je pač videti, zdaj je bilo neke posnetke, na katerih je učila gospoda Goloba koroščine oziroma nekih koroških izrazov in tudi še kakšen drug klip je bil. Ne vem, glejte, jaz mislim, da predsednik ali predsednica slovenske vlade bi moral vendarle biti nekdo, ki ima usodo v Sloveniji, ki deli usodo Slovenije, ki je od usode Slovenije odvisen, ne pa nekdo, ki ima pravzaprav v Švici rešilni čoln oziroma rešilno jahto. Pa ima Prebelič hud problem, če tako razmišljaš. Tudi Prebelič ima problem, pa ne samo tega. Ker se rekel za srednji blok, ne. Jaz bi se rad navezal na tole, ampak mogoče z enega drugega vidika. Se strinjam s tistim, kar je bilo rečeno, v smislu, da tista imena, ki grejo prehitro ven, niso zato, da bi se dejansko z njimi kaj zgodilo, ampak bolj zato, da se testiranje ali pa kakorkoli, pa da se javnost včasih tudi očisti na tem imenu. Ampak nekako do mene je vendarle pa prišla informacija, da so v decembru Gibanje Svoboda v teh internih javnomnenjskih poizvedbah pa vendarle finančnega ministra testirali, vsaj po enih treh možnih scenarijih glede KPK-ja. Tega pa seveda ne gre v javnost, zato ker je očitno to bil mogoče malo bolj resen poskus tega, ampak ne verjamem, da bi se to zgodilo do volitev, zato ker to je potem čisto druga kategorija in ne bo šlo skozi. Gospod Erjavec, preden ste vi postali uradno mandatar KUL-a, sem jaz spraševala, mislim, da smo imeli prek Zooma, ker je bil takrat še, ne vem, zakaj smo se prek Zooma pogovarjali, sem jaz vprašala takrat stranke KUL-a, ali bi vas podprli za mandatarja, in so mi rekli, pač da špekuliram v prazno, potem se pa je izkazalo, da sem imela prav za to, vlečem sporednice. Kaj vi mislite, kdo je rešitelj potem, če bi recimo se Golobu zalomilo? Jaz se bolj ne bojim večine, ne bo sestavljal vlade. On je že povedal, da verjetno ne bo več v politiki. Se je pokazal pač, da
mu politika ne leži in bo šel nazaj v gospodarstvo. Vse tam izjemne priložnosti. Vse se je tudi špekuliralo že, da je bil že v njegovem krogu pogovor o tem, da bi se mu zagotovilo, da se bo vrnil na vrh genija. Gospod Feratović, kaj menite vi? Rabi leva sredina kakšnega rešitelja? Jaz mislim, da se je vedno znova pokazalo, da je to slaba ideja. Zdaj smo že na 5. poskusu najti nekega novega Drnovška, ali kako naj temu rečem. Vedno je težava, ker potem dobimo tudi notri ljudi, naprimer Gibanje Svoboda, preko 40 poslancev. Mislim, da ljudje ne znajo poimensko imenovati več kot 5 njih, in se tudi vidi, da neki taki ljudje, ki niti ne vejo, kaj politika sploh je, se jim na tak način da priložnost. Tako da jaz seveda vidim rešitev tudi na ta način, da se da prilika tudi recimo takšnim strankam kot so naša, ker ipak v politiki smo že kar nekaj časa, tudi zdaj že več kot 20 let in vsaj razumemo te osnovne koncepte, na lokalnem nivoju smo se tudi že dokazali, da se mi zdi, da je treba gledati na ta način, da se išče od obstoječega kadra neko perspektivo, ne pa da se vedno vlači neke nove ljudi, ki s politiko prej niso imeli veze, neke, ne vem, športnike, bokserje, da so zdaj pa oni kar poslanci in človek sploh ne ve, kje se je znajdel. A lahko samo to, gledajte, in res pravi začetek je lokalna politika. Jaz sem tudi začel na lokalni politiki. Jaz sem bil podpredsednik izvršnega sveta občine, mestne občine Kranj v letih 91 in tako dejansko se zgradiš. Potem sem šel na visoko državno funkcijo, sem bil državni sekretar na pravosodju. Ne moš pa ti danes, ne vem, elektriko prodajati, ti boš pa državo vodo. To je zelo težko. Pa mene ne bi skrbel, če ne poslancev poznal, ampak mene skrbi, jaz ne znam v tej vladi našteti 10 ministrov. Premalo spremljate. Ne, spremljam, sem se jih 20 imen se pač da. Se jaz, če vas zelo vprašam za eno ministrstvo, ne vem, če te znali odgovoriti. Pa hočem reči, včasih, ki je bila Drnovškova vlada, pa Janševa vlada, pa Pahorjeva, smo vsi vedeli za vse ministre. Gospod Golob si je želel širšega kabineta. Bomo končali, ker se nam je čas iztekel. Za konec bom rekla, da ima vse svoj rok trajanja še najbolj pa politika. Zahvaljujem se vam za to, da ste se odzvali mojemu vabilu, vam pa hvala za pozornost, če ste bili z nami. Hvala za povabilo.